pozdravljeni v novem letu, ne? Zdaj pa na diskretnem šarmu komponistov, kjer je to že letos petič. Kot ste lahko v napovedniku prebrali, se želim danes ukvarjati pravzaprav z tremi komponisti, ki niso bili samo komponisti, ampak so bili predvsem tudi pianisti. Spravi, bili so tisti, ki so pianistiko, čemu rečemo igranje na klavir, tako mimogrede, ne, postavili na tiste temelje, na tiste virtuozne temelje, ki jih pravzaprav v pianistiki, akademski pianistiki danes tudi razumemo. Zdaj, razumljivo je, da je v tem času pred njimi, za njimi, ob njimi bilo kar nekaj ljudi, ki so se ukvarjali tudi recimo s študijem klavirja, z igranjem na klavir in z klavirskimi recimo problemi. Ampak nekako te tri sem želel izpostaviti, ker spadajo resnično v eno neverjetno koincidenco. Namreč dva od njih sta se rodila istega leta, to je leta 1810, kot boste videli, eden pa leta 1811. Kar pomeni, da dejansko bi bili lahko, če bi danes rekli, ne samo soustvarjalci in sodelavci, lahko bi bili še celo sošolci, če bi sočasno hodili v šolo, v isto šolo seveda, ampak ker niso, ker so iz različnih koncev, so pač samo sodobniki. Vsem je bilo, to spravi, skupno to, da so se na nek izjemen način, na nek virtuozen način ukvarjali z inštrumentom, ki se mu reče klavir. Seveda, lahko se vprašamo, zakaj pa ravno klavir? Zakaj pa klavir bil tisti, ki jih je tako pritegnil? Zakaj je klavir tisti, ki jim je nudil neko to nov izziv, novo spoznanje? Jaz sem že omenjal, ko smo se lansko leto srečali z Ludwigom van Beethovenom, sem omenjal, da je klavir na nek način ratal takrat nekaj posebnega. Jasno, tehnologija inštrumentov, ne samo klavirja, tudi ostalih glasbil, potegne vedno za seboj tudi ustvarjalce, glasbenike, ki preizkušajo gotova glasbila seveda na svoj najbolj zanimiv način. Klavir je bil in je postal eno strašno zanimivo glasbilo zaradi tega, ker je nudil tudi možnost muziciranja v domačem okolju. Popolnoma drugače je, če ste postavili v nek domač salon, v neko domačo dnevno sobo nek klavir in ste lahko povabili domov seveda ljudi, ki so znali igrati na ta inštrument in ste priredili kakšne lepe večere, čajanke in podobno. In to se je pravzaprav nekako v 18. 19. stoletju, 18. toliko ne, ampak v 19. stoletju dejansko začelo dogajati. Tudi razvoj inštrumenta kot takšnega je precej napredoval, pojavili so se različni boljši in še boljši in malo manj boljši izdelovalci teh klavirjev. In kaj je bilo za klavir tudi značilno, da je postal na nek način del pohištva. Torej, ni bil samo glasbilo, kot bi rekli, ne vem, pavke ali pa trobenta ali pa kitara ali pa kaj takšnega, ampak klavir je postal neko pohištvo. In so ljudje želeli seveda klavir kot del nekega svojega dnevnega prostora ali pa posebnega opremljevalnega prostora tudi imeti. Ob tem pa seveda so se začeli tudi, kar je potegnilo za seboj, zelo dobro razvite glasbene šole, inštrument učiti. Spravi, to je tudi stranski učinek tega bil, da so nekako želeli ljudje ta inštrument tudi obvladati. Glasbeniki, ki so ta inštrument obvladali, so se učili pri recimo zelo dobrih učiteljih, zelo dobrih predavateljih, so vsekakor nudili privatne ure, da so ljudi ta inštrument poučevali. In vsi trije komponisti, s katerimi se bomo danes srečali, so bili tudi učitelji klavirja, ker takrat takšnih glasbenih šol, pa glasbenega šolstva, kot ga danes poznamo, niti ni bilo še tako razvitega, da bi nekje imeli eno ustanovo, v katero lahko pridete in kjer so inštrumenti na razpolago in kjer lahko vi vadite in se vas uči in tako dalje.
Ne, ti ljudje, ki so znali, recimo, igrati klavir in so vas bili pripravljeni učiti, so prišli k vam domov. In to je seveda botrovalo nekemu novemu načinu razumevanja glasbe. Način igranja na ta inštrument v nekih manjših zasedbah, takšnih komornih zasedbah, se je poimenovala tako imenovana salonska glasba. In salon je postal nek tak dost pomemben prostor, v katerem so se ljudje srečevali, v katerem so kramljali in v katerem so se srečevali tudi z glasbeno umetnostjo. Salonska glasba je bila po eni strani namenjena novim izvajalcem, spravi izjemnim virtuozom na raznih inštrumentih, ne samo pianistom. V salonih ali pa v salonski glasbi so se družili tudi pevci, pevke, so se družili tudi violinisti, so se družili skratka ljudje, ki so komorno glasbo, to spravi ne orkestralno glasbo, so komorno glasbo vzdrževali in se niso na nek način vklapljali v tiste velike glasbene prireditve, velike glasbene odre, dvorane, kjer so bili veliki koncerti. Ampak so bili namenjeni predvsem manjši, nekako zbrani publiki. Zdaj, vedno je bila več ali manj ista struktura, to pomeni, nekdo je bil gostitelj, gostitelj je povabil neke ljudi in je hkrati povabil tudi izvajalca, izvajalko, kogarkoli in so priredili nek večer. Na teh večerih seveda ni bilo vstopnine, ponavadi ni bilo vstopnine, ampak se je pobiralo ali pa se je dajalo recimo prostovoljne prispevke, se je skratka za nek namen tudi nabiralo denar in tile komponisti ali pa izvajalci tedanjega časa so imeli te svoje koncerte, te svoje prireditve prav v smislu gotovih dni ali pa gotovih dogodkov in so v tist recimo namen priredili nek salonski večer, da bi izbrali denar, ne vem, za novo avtocesto, ne? Za tretji tir, za, ne vem, ne? Četrti tir, kaj pa bi, ne? Skratka, ja, pač, ok, danes bi bilo to, ampak takrat pa je bilo to, veste, razne stvari so bile, ne? In so se ljudje združili in so, seveda ni bilo vstopnine, dogovoril se je izvajalca pa izvajalka z organizatorjem za mogoče neko odškodnino, da je tisto izvedel, pa so ostali denar pa je šel v nek namen. In to je, recimo, v Evropi bilo takrat zelo razvito. Takšnih koncertov je bilo kar precej, zdaj pa najboljše, če ste bili zelo dober izvajalec, ne, je bilo najboljše, da ste si ustvarili zelo dobro ime, zato ker pol so vas prišli poslušati k, ne vem, pop ikono, ne? Zato ker ste bili pač pomembni izvajalci in pol ste morali seveda se odločati, kaj boste v tistih večerih izvajali, da boste izvajali zanimivo glasbo ali boste izvajali popularno glasbo, skratka, da bi pritegnili ljudi. Na drugi strani ste imeli ustvarjalce, komponiste, ki so pač neke stvari pisali in so morali poiskati nekoga, ki bo to izvajal, ne? Najboljša kombinacija so pa bili ti trije mojstri, o katerih bom danes govoril, seveda Schumann, Liszt in Chopin, ki so bili hkrati mojstri, virtuozi svojega glasbila, klavirja in hkrati komponisti. Kar pomeni, oni so zase in za tiste večere in za tiste trenutke lahko ustvarjali svojo glasbo in jo tudi prezentirali občinstvu. To pomeni seveda, da so vedno znova za kakšne posebne dogodke lahko pripravljali vedno znova nove in nove kompozicije, s katerimi so ljudem seveda pričarali nek lep večer. Če se spomnite nekaj okoli tega, sem govoril že zadnjič, ko sem govoril o Schubertu, se spomnite. Schubert je seveda ne samo, da je bil pianist, pa je znal izvajati te stvari, Schubert je še izjemno lepo prepeval. Zato je Schubert tudi sam prepeval svoje lastne samospeve. In ker je bil kot pevc tudi zaželjen, je seveda on bil en tak one-man band, ki je tole zapakiral v svoje skladbice, v svoje opuse, ki jih je na nek način poimenoval kot neke zaključene enote, da je z njimi lahko nastopal. Seveda, dokler mu je zdravje služilo in vse ostalo. Ko začnemo tako gledati na komponista, če se spomnite, začeli smo z Bachom, Mozartom in tako dalje, pol vidimo, da se je poklic skladatelja
če letos govorimo o diskretnem šarmu komponistov, prelevil iz tistega nekega ustvarjalca, ki sedi doma za neko mizo pri leščerbi, pri svečah in tako dalje in ustvarja in piše in kraclja in potem išče orkestre in druge vesele ljudi, ki bojo to izvajali, se je prelevil v človeka, pravzaprav, ki ponuja in služi sam sebi s svojim delom in hkrati ponuja svoje kompozicije ljudem kot neke koncertne izkušnje. To je neka nova oblika, danes bi rekli samozaposlenega, skladatelja, kajti Mozart je bil eden od prvih, če rečemo, poklicnih glasbenikov. Ne vem, če se spomnite, v času Bacha in Mozarta sem govoril, da so skladbe od komponistov kupovali. Kar pomeni, da komponist, ko je napisal eno skladbo in jo je nek grof ali pa kdorkoli od njega odkupil, naročil in odkupil, ni več Bach ali pa Mozart, ni bil več lastnik tega, zato ker je to preprosto odkupljeno. Namreč lastništvo, avtorska pravica, kako se danes temu že umetelno reče, je to dost nov izum. Dost nov izum. Nekoč so namreč komponisti in glasbeniki niso bili umetniki kot umetniki, ampak so spadali med obrtnike. In izvajanje na nek inštrument, klavir, orgle, frulico, karkoli hočete, je bilo znanje neke obrti. Torej, znaš to in to, lepo, če znaš še sam si zraven zmisliti skladbico, še boljše, ampak ti si obrtnik. In so tudi spadali, glasbeniki so spadali v cehe obrtnikov. To so bili cehi obrti. In zato tudi tiste zgodbe o Mozartu, ki je bil prostozidar in tako. A veste, pol pa, ko začnete brati te stvari in začnete povezovati in boste ugotovili, zakaj je prišlo do tega, kako je to. Seveda je bil prostozidar, jasno, da je bil prostozidar, ker to je bil pač nek ceh, neka loža, ki je podpirala pravzaprav dejavnosti ljudi, ki so takšne stvari počeli. On ni šel tjam z nekim prepričanjem. To je tako, da bi danes rekel sindikat, ali si v tem sindikatu, ali si v unem sindikatu. Mislim, to so bila združenja, ki so si med seboj pomagali. In jasno, komponisti so se združevali v ta združenja, v te cehe, zato, ker so si med seboj lahko pomagali. Ker če je ta komponist izvajal nekaj, je povabil nekoga drugega, da je prišel s svojim orkestrom. A veste, kot bomo videli danes, skozi pripoved teh treh mojstrov, so se tudi med seboj poznali v nekem trenutku in so tudi sodelovali in so sodelovali tudi z različnimi drugimi ljudmi, katera imena vam bom nakratko predstavil, zato, ker so med seboj pravzaprav tvorili eno strašno zanimivo mrežo glasbenega dogajanja v Evropi. Če rečemo, da se je pač Chopin rodil na Poljskem, a veste, v Nemčiji in tako dalje, Liszt sploh na Madžarskem, boste zelo hitro ugotovili, da je ta, rečemo, globalni svet, globalizacija, kot ga danes poudarjajo, da je to nekaj novega, ta Evropska unija, to je figo nova zadeva. Kar se tiče umetnosti in glasbe, je ta stvar obstajala v bistvu na bolj trdih temeljih kot danes. In so ti glasbeniki prihajali, namreč ker centri, kot so bili recimo Dunaj, Praga, Varšava, Budimpešta in tako dalje, to so bili močni glasbeni centri. In je bilo pravzaprav čisto vseeno, odkot si, ali pa Milano, ali pa Rim. To je bilo vseeno, odkot si, glasbenike so vedno vabili med seboj in zato so glasbeniki tudi potovali. In je Evropa kot takšna je predstavljala za njih en prostor. To ni bilo, ti pa od tam, ti pa ne boš tu igral, ker zdaj hodiš pa v mojo koruzo. A veste, tu bom jaz, bi Chopin rekel, jaz sem na Poljskem in bom sam jaz, ne, Chopin je živel na Poljskem, ustvarjal pa v Parizu in tak dalje. Mislim, recimo Liszt je bil na Madžarskem, šolal se je na Dunaju, pri Salieriju še celo in umrl je pa v Bayreuthu pri Wagnerju. Mislim, hočem vam pokazati ta način razumevanja nekega glasbenega sveta je v tistem času bil grozljivo povezan in so vsi pravzaprav med seboj tudi sodelovali. Ok. Najbolj, da gremo malček po vrsti, pa da vam malo predstavim to idejo današnjega večera. To se po nekem močnem simfoničnem klasicizmu bi rekli, da se je družba zaželela bolj glasbeno intimnih trenutkov. In to je tisto, kar je recimo v začetku 19. stoletja resnično bilo potrebno.
To se pravi, iz velikih orkestrov, Beethovna in tako dalje, gremo poiskati glasbo, ki jo lahko ponudimo manjšemu občinstvu, komorni zasedbi. Ni treba, da vedno pride 100 ljudi, pa 500 ljudi, pa ne vem koliko še skupaj za orkester. Poglejmo, če lahko naredimo v majhnih salonih, v majhnih nekih domačih kotih prijetno glasbo, kjer ni potrebno seveda plačati velikih vstopnin in tako dalje in tako dalje. Zelo dosti, kar je bilo strašno zanimivo, če gledamo to družbeno plat, to sociološko plat, ki mene zanima pravzaprav v glasbi, je to, da je glasbenik postal del nekega občestva. Če je bil nekoč, recimo v klasicizmu, odmaknen od družbe in je družba prišla zgolj na tisti koncert, da se je poslušalo njegovo glasbo, je zdaj glasbenik postal del občestva, kjer so ljudje želeli z njim tudi kramljati, se pogovarjati z njim. Pianist, ki je odigral nekaj svojih skladb 15-20 minut, je imel potem kratek odmor, 10 minut, pa so sedeli skupaj, so spili kavo, so se pogovarjali in je rekel čez 15 minut, tako, zdaj pa grem jaz dalje, vam bom še nekaj predstavil, a veste, ali pa je ob skladbah kaj povedal. Je rekel, gledajte, zdaj bi vam zaigral to in to skladbo, ki sem jo posvetil mojemu prijatelju, prijateljci, ljubici in tako dalje. Dovoljte, da vam jo predstavim in jo je zaigral in je povedal 2-3 stavka o tem. A veste, en drug odnos in ljudje so pravzaprav začeli preko ustvarjalcev in izvajalcev dobivati drugačen odnos do glasbe, kot če se vi samo vsedete v neko dvorano, ste izolirani od tega, ste ločeni, tam nekdo nekaj izvaja, vi zaploskate, kupili ste karto, pa greste domov. To ni isto, ne? To niti slučajno ni isto. No in zato tudi vsi ti trije, ne, če rečem, vsi ti trije so bili velikanske pop zvezde. Kolikor se to danes smešno sliši, zapisi o njih, kje so bili, kaj so predstavljali, nam pokažejo pravzaprav, da so bili, ne vem, Michael Jackson, oni so bili Madonna, oni so bili Lady Gaga, oni so bili, ne vem, kaj hoče. Mislim, to, kar danes predstavljajo takšni, recimo, bodi si filmski igralci, igralke in tako naprej, so bili oni. Franz Liszt je bil tako popularen, da, ne vem, če si predstavljate, ljudje so v nezavest padali od tega, vzhičenosti, ko je on nekaj prihajal. Se tudi zgledal je tako, ne. On je bil skoraj 2 metra visok, on je nosil dolge lase, on je bil, a veste, neverjetna pojava, on je tudi dosti dal na ta videz. Veste, je tudi deloval na ta način, da se ga je res pogledal, da se ga je res videlo. Ne? In če si predstavljate skoraj 2 metra velikega človeka znotraj družbe, ki se usede za klavir in klavir na pol razbije tam, zato ker je bil tudi izjemno močen in način njegovega igranja ni bil mozartovski, ne? Ampak je bil zelo rapsodičen takšen, ne? Potem veste, da je to predstavljalo pravzaprav za tisti svet nekaj popolnoma novega. In zato pravim, ta popularnost. Ti ljudje so bili izjemno popularni, izjemno. Če bi takrat bile televizije, pa radije, pa ne vem kaj že vse, dnevno bi bili na sporedu. Če bi bil YouTube, bi imeli vse svoje stvari gor posnete. A veste, težko je danes to razumeti, ne? Pa rečemo, ja, pa zakaj pa ni? Zato, ker je pač svet takrat deloval, ampak po istih načelih, samo z drugimi pogoji. Ne? Zato pravimo, nekak bolj intimnih trenutkov so si zaželeli. In zanimiva trojica tehle komponistov, ki sem vam jih predstavil uvodoma, so se posvečali seveda klavirski glasbi in se je rodila v obsegu 2 let. To je Robert Schumann in Friedrich Chopin, oba dva leta 1810. Leto mlajši je bil pa Franz Liszt. Neverjetna koincidenca, v enem letu pravzaprav 3 takšni veliki virtuozi, klavirski virtuozi. Ampak pravi čas je bil, ne? Veste, pravi čas, pravi trenutek za nekaj in to je pač nastalo. Zdaj, seveda tisti, ki smo kdaj, jaz ne vem, kdo od vas, se je kdaj spopadal s klavirsko igro, ste hodili v glasbeno šolo, srednjo glasbeno, bodi si ali pa še celo na akademijo ali pa kaj, potem veste, da se z nekim velikim strahospoštovanjem njihova največja dela od teh 3 ljudi še danes predstavljajo recimo vrh pianistike akademskega zbora. Sprej, tisti, ki pride na oder in ima v svojem repertoarju recimo te tri komponiste kot svoje skladbe, seveda veste, da gre za nekega pianista, za nekega izvajalca ali pa izvajalko zelo visokega formata.
Nemogoče je, da igrate recimo Chopina ali pa Lista v prvih 2-3 razredih osnovne šole klavirja, recimo. To je zelo nemogoče. Ne? Prav tako je zanimivo, da imamo od vseh teh 3 mojstrov že tudi verodostojne fotografije. Vse 3 so tudi že fotografirani. To spravi, oni so bili tako bogati, bi lahko rekli, ali pa tako znani, da so jih fotografirali. To se nam danes seveda zdi spet tako smešno, ne? Zato ker danes potegnete ven, ne vem, telefon, pa se fotografirate še sami lahko. Ne? Ampak takrat se fotografirati pomenilo seveda, da so vas povabili, vi niste mogli fotografov poklicati, pa reči, jaz bi pa se prišel k tebi sam slikati, ali bi vam povedal, kakšen račun je to, ne? Ker takrat se je delalo daguerreotipije, ne? Se ni delalo kot filma, se je na plošče delalo slike, ampak se je to naredilo. In zato, ker so bili tako popularni, so ljudje seveda to hoteli imeti, so jih hoteli videti, ovekovečiti, ne samo naslikane, ne? Ampak fotografirane. In od vseh 3 imamo dejansko originalne fotografije, vam bom jih potem pokazal. Vsi 3 so bili klavirski virtuozi in prav zaradi njih je postal klavir eden bolj popularnih inštrumentov in statusnih simbol meščanske vzgoje in okolja. Seveda gre za to meščansko vzgojo, ki je seveda smatrala, da igranje na klavir je del neke splošne izobrazbe. Znaš čitati, znaš pisati in znaš igrati na klavir. To je en del te splošne izobrazbe bil. In seveda del tega nosimo seveda še današnji čas, v 21. stoletje, seveda igranje na klavir še nobenemu ni prav veliko škodilo. Mnoga njihova klavirska dela veljajo še danes za vrhunce akademske pianistike, kot sem rekel, torej za izredno zahtevno glasbeno literaturo vredno seveda največjih, res največjih mojstrov. Če je Liszt hotel večinoma igrati na klavirje Bösendorfer in Bechsteiner, ne? To so že bili pa gotove klavirske znamke, ne? To ni bilo čisto tako, ne? Zakaj? Zaradi močne konstrukcije. To sta bila 2 klavirja izjemno močne konstrukcije. Njega niso zanimali ti rahli klavirji, zato ker jih je uničeval. Ali so tipke v stran visele, ali so žice, ali je žice odneslo. Enkrat en klavir, ne vem, kje je nastopal, na Dunaju, ali kje je počul. Prav, počul je dno od klavirja, je počlo. Mislim, a veste, to je sila, ne? Vsaj, ko boste skladbe slišali od Lista, boste videli, da to ni ravno preigravanje, rahlo, ampak so to res sile. Ne? Chopin pa je presegal na klavir, ki mu ga je naredil njegov francoski prijatelj Camille Pleyel. In Camille Pleyel mu je naredil prav en poseben klavir za njega in potem jih je tudi razvijal, ki je imel en izjemen tak topel ton, ki je pa, če bi primerjali recimo Bösendorferja današnjega, dobro, Yamahe pa to ne smemo, o njih ne smemo govoriti, ker to so čist moderni zvoki, ne? Ampak recimo za razliko od Bösendorferja, ali pa recimo, ja, Bösendorfer je tako dobra primerjava, je recimo Pleyel imel nekoliko daljši ton. To spravi, če ste pritisnili na tipko, veste, da klavir naredi penf in potem ton počasi ugasne, tudi če tipko držite, ne? Penf pa izveni, ne? Če tipko spustite, takoj dušilec skoči gor in in struno piša, ne? Ampak če ste Bösendorferja, tipko stisnili je zvenelo, dokler je zvenelo, medtem ko Pleyel in Chopinov ste stisnili tipko, je bistveno bolj dolgo zvenel. Zaradi tega, ker je rezonančno dno je bilo drugače narejeno. Mislim, da je bilo narejeno iz enih 2 posebnih plošč, med katerima je nastala frekvenca. Skratka, Chopin je oboževal ta klavir zato, ker mu je nudil, ko ste stisnili pedal, za podaljševanje tona, ne, je dolgo zvenela cela ligatura, cela melodija je dolgo zvenela v klavirju noter. Ne. In zato je Chopinova ta lirika, če rečemo, ne, ta zvok je prišel lahko do izraza. Medtem ko Schumann pa je igral na vse, kar mu je prišlo pod roke. Ne. Schumann je bil pa neverjetno, on je bil res pianist, ampak on je bil tudi zagrižen pianist, on je hotel nastopati, on bi nastopil 6-krat na dan, če bi mu dali. On je bil res tistle, ampak vse, potem si je pa še poškodoval roko, vse, boste videli, skozi zgodbo vam bom razložil, kaj gre. Ok, to je Schumann. Izjemno mlad, seveda, to še ni fotografija, ne? To je slika, atraktiven mladenič, ker kot takšen je seveda tudi bil recimo v prednosti
da je dobil kakšno naročilo in da je nastopal, ne, kot pa tisti, ki so bili manj atraktivni in manj zanimivi. Na kar vas hočemo opozoriti je to, on je bil star 46 let, ko je umrl. Chopin pa še mlajši. Ti fantje so namreč umirali zelo mladi. Zaradi načina življenja, zaradi hitrosti življenja, zaradi vsega, kar so pravzaprav svoje energije posvečali temu življenju. In Schumann in Chopin sta imela na koncu zadnja leta sta imela psihične težave, psihične motnje. In v analizi glasbe, ki sta jo delala zadnjih 10 let, se marsikdaj in marsikje čuti ene zelo osebne, rečemo, biografske note, o katerih sta premišljevala, ko sta pisala glasbo. In Schumannov opus in Chopinov opus se zaključuje s tako imenovanimi posthumnimi izdajami, kar pomeni, ona dva sta pisala skladbe, katere so bile izdane po smrti. To spravi, imela sta več skladb, kot so jih naročniki ali pa kot so jih založniki sploh kadarkoli dobili. Ona dva sta jih pisala v neki svoji lastni intimi, v nekem svojem lastnem notranjem življenju. Pri vseh treh, kar bom tudi sproti povedal, so bile strašno zanimive ženske, ki so jih spremljali. Zelo malo se žal v zgodovini glasbe, sploh v tem obdobju se zelo malo govori o ženskah, ker so bile drugače tretirane, drugam postavljene. Ampak vsem trem so tri strašno zanimive ženske seveda predstavljale ene bistveno pomembne kretnice v njihovem življenju. Torej, Robert Schumann, njegov podpis, vedno vam želim pokazati tudi nekaj malega njihovega osebnega, karakternega, da dobite nek občutek, kako je seveda to izgledala. Bil je predstavnik nemške glasbene romantike, to spravi, on spada v čisto nemško okolje, zato pravim, ne, Schumann kot nemško okolje, Chopin kot Poljak, ne, in Liszt kot Madžar. Neverjetno, ne, take tri točke se hkrati zgodijo. V njegovih delih se kažejo izrazite lirične poteze, ampak rad se je zatekal v svet svoje nenavadno bogate fantazije. On je tudi pisal, on je bil prvotno, če tako rečemo, ni bil komponist, ampak bil pesnik. On je pisal prekrasne pesmi. Hkrati velika umetniška osebnost in izjemno razgledan človek. On je imel knjižnico, stotine knjig, bral in poznal na pamet stvari in skratka, izjemno močno kulturno okolje imel za seboj. In zato seveda kot pesnik, a veste, kot pesnik do glasbe ni daleč, ne? Zato, ker dobiš občutek za melodičnost jezika, dobiš občutek za ritmiko, skratka, in se takoj v glasbo usmeril in seveda je razumel seveda glasbo na nek svoj pesniški način. Kot tak je vodil, vzgajal in podpiral krog romantičnih skladateljev, v njem so našli zvestega prijatelja in bojevitega zagovornika, pravim tudi Chopin, tudi Berlioz in tudi Brahms, spravi Johannes Brahms in Hector Berlioz, so bili pravzaprav tudi ti njegovi sodelavci, če rečemo, ali pa sokolegi. In s Chopinom sta tudi prijateljevala. Ustanovil je glasbeno revijo, ki se imenovala Neue Zeitschrift für Musik. On jo je ustanovil, on jo je naredil in dolgo tudi vodil v Leipzigu in ogromno je pisal o glasbi. Neue Zeitschrift für Musik je revija, ki je prva revija, če tako rečem, ki je se ukvarjala s tem, da se o glasbi piše strokovno. To spravi, ne tisto, je imel ta in ta koncert, bilo je 200 ljudi, imeli smo se fino. To o glasbi ne pove nič. Oni so rekli, to je novinarski jezik, bla, bla, to nas ne zanima. Neue Zeitschrift für Musik je revija, ki je strokovno pisala o glasbi in seveda s strokovnim jezikom ali pa v strokovnem jeziku za strokovnjake. Kot bi danes rekli strokovna revija. Ne? In je bila tudi namenjena na nek način širšemu krogu, če je kdo hotel, predvsem je bila pa namenjena strokovni javnosti. Torej tistim, ki so o glasbi premišljevali. Kar pomeni, tu noter v tej reviji ni bilo ocen
čeprav so bile tudi, ampak ne prvenstveno ocen koncertov kot takšnih. Ne. So se pa pojavili potem izjemni pamfleti, tam so se pokregali glasbeniki med sabo, v to revijo je še Wagner pisal noter, kaj si misli o tej in tej simfoniji od onega drugega komponista. Mislim, napisali so si tudi, ne bom rekel glih žaljive zadeve, ampak pisali so si tehtno upravičene strokovne članke, zakaj je nekaj dobro, nekaj pa ne. Spravi, nekaj nekomu ni všeč, ne? Ampak zakaj nekaj ni v redu, kako tisto in tako dalje in tako dalje. Ampak v tej reviji so sodelovali, bi lahko rekli, glasbeni veleumi tistega časa. Če smo omenil Wagnerja, ki je pisal noter je pisal tudi list v to revijo. Skratka, pisalo se je in ta revija je izhajala še dolgo po Schumanovi smrti tudi. To spravi, on je bil urednik, jo je osnoval, ampak potem so jo pa urednikovali, pa vodili seveda tudi drugi. Kdaj je to ustanovo? To je ustanovo, pravzaprav on je bil star okrog 25-28 let je bil star, ko je to ustanovo. 38. Približno 38-40, ja. In takrat že tudi ima Wagner kaj zapovedati in že piše o tem. Ne. Tako je izgledala njegova dnevna soba. To spravi, to je bil njegov klavir. Kot vidite, dost skromno urejena, če tako rečemo, ne? Zato, ker knjižnica je bila nekje druge. Ne? Ampak njegova delovna soba, njegova recimo klavirska rezidenca je izgledala tako in njegov seveda klavir je tukaj še danes ohranjen. Seveda, Nemci ne bi bili Nemci, ne? Če ne bi naredili znamke, ne? Kjer seveda Schumana tudi prodajajo, saj jim ni za zameriti, ne? Če Avstrijci prodajajo Mozarta, ki sploh ni njihov, ne? Skozi Mozart krugle, pa Mozart šunke, pa Mozart ne vem kaj še vse, mislim liker, pa ne vem kaj vse, ne? Ampak vidite, sej komponist gre tudi tu v promet, ne? Da se ga poliže od zadaj, ne? Mislim znamko, ne? Zraven je pa seveda ženska, ki sem rekel, da mu je stala v senci, če tako rečem, to je bila pa Klara Wieck. Klara Wieck je bila hčerka gospoda Wiecka, gospod Wieck je bil pa učitelj od Schumana, učitelj klavirja, harmonije in kontrapunkta. Spravi, on se je pri njemu učil, on se je pri njemu šolal in Klara je bila hčerka. In seveda, bolj se on šolal, bolj je Klara opazoval. Klara je bila izjemna pianistka. Izjemna. Spravi, jasno, sem imela izjemnega pianista tudi za očeta, ne? In oče je vzgojil ne samo par, ki sta se poročila, ampak je vzgojil tudi dva izjemna pianista, pianistko in pianista. In Klara Wieck Schumann je bila interpretatorka Schumannovih del. Zakaj? Zaradi tega? Oprostite, kako ste rekli, da je bila kaj? Klara Wieck, pisana. Interpretatorka je bila, ona je igrala njegova dela. Bom povedal, zakaj. Tukaj je recimo še ena slika, to je pa originalna fotografija. Tu je iz leta 1850, je star 40 let. Mislim, da se prav za svoj rojstni dan se je šel slikati. Spravi, ena takšna posebna svečanost je bila in za 40. rojstni dan leta 1850 in gre za daguerreotipijo Roberta Schumana. Evo, tako je resnično izgledal. Namreč Schumann je nek splošni pianistični problem razvijal tegale prstanca, ne? Četrtega prsta v klavirju, ki je fizionomično najbolj šibak izmed prstov in ga je obravnaval v svojih klavirskih skladbah, jaz sem napisal radikalno. Če probate igrati Schumana, imate skozi nekaj s tem četrtim prstom zadelati in stalno imate problem. Problem tega četrtega prsta ni v tem, da ga mi ne maramo ali pa da ga je Schumann izjemno maral, ampak njemu ni šlo v račun, da ima četrti pa tretji prst, ne, mehanska priprava za raztezanje tega prsta. Namreč gre za to, da sta četrti in peti prst vezana na takšno skupno ligaturo. Ne. Četrti prst je sicer ločen, ampak tretjega pa težko upognete, ne da bi sodeloval četrti. Ne. Tretji in četrti prst imata
Vidite, takoj vam tretji in četrti skup potegneta, ne? V enem obeh primerih, ali eno ali pa drugo. Ampak četrti gre, ne? Četrtega se da nadzorovati, ne? Tretji je pa malo težji, ne? Tretji je pa malo težji, vedno sodelujeta skupaj. Vsi ostali prsti imajo svoje ligature, ta dva sta pa povezana, ampak to je fiziološko pri nas, ne? In možak je šel in si je razdelal še celo neko napravo, mehansko pripravo za raztezanje tega prsta, on je tu raztezal noter in si je toliko poškodoval roke, da ni več mogel igrati. In mu je šla pianistična kariera po zlu. In takrat je Klara začela izvajati njegove skladbe. Spravi, zato je žena bila bistveno bolj popularna in bolj je nastal cel kup enih skladb za klavir štiriročno, ker sta s Klaro skup sedela za klavirjem, si predstavljate to? To se je takrat začelo razvijati, ne? In to je bilo spet nekaj novega, spet nekaj posebnega, da sta se mož in žena skup sedla za klavir, štiriročno igrala stvari. Ampak zato je bilo potreba posebne kompozicije napisati, kjer je on pač moral paziti, kaj zna in kaj ne zna igrati in ne more igrati, ker je imel poškodbo prsta. In res, pianistična kariera njegova se tam pri 30 letih končala. On ni več mogel igrati. Ampak na ta problem četrtega prsta je že Bach opozarjal in tak dalje in tak dalje. A veste, to so stare zgodbe. Ampak, okej. Zato sem nam rekel, vam bom predstavil Klaro, ki je bila tista, da je njegovo glasbo vlekla naprej. Njegova prizadevanja so se za pianistično kariero seveda tragično končale, ligaturo se je namreč poškodoval in je moral opustiti vse pianistične ambicije. Med njegova pomembnejša dela preštevamo še njegove 4 simfonije. To je tudi pisal, čeprav niso, recimo, ravno velike, ker kot pianist pač ni pisal, ni znal toliko pisati za velike simfonične orkestre, čeprav je, ampak ni to ni ta beethonovska moč, ne, kad se pričakuje. Mnoge komorne, vokalne skladbe, klavirski koncert, napisal sam en klavirski koncert in en koncert za violončelo in orkester. To spravi, in stotine skladb za klavir. Predstavil bi vam jih nekaj na kratko, zato da dobimo en občutek. Kot 20-letni fant je napisal tako imenovane A, B, E, G, G variacije. To so toni, ne? To so toni, na katerih začne celotna melodija, na tonu A, B, E in G, G. Na teh variacijah seveda je on pokazal, če rečemo kot 20-letni fant, se je učil in je pokazal, kaj zna, ker to so njegove učne ure. Potem so tukaj njegovi metulji. Prva takšna skladba, kjer začne ustvarjati v tipično romantičnem duhu, kjer skladbe nimajo več samo naslovov ali pa številk, opus številka ta, sonata številka tisto, ne, ampak začne naslove dodajati v nekem smislu posnemanja nečesa ali pa slikovitosti narave, ali pa zato so metulji, kot boste videli pozneje, imamo tudi otroške scene, ne, otroški prizori, igranje otrok, naslove kot fantazije štike, ne, koščki iz fantazije. Skratka, ta tipični romantični princip skladba nima samo številke pa opusa, ampak ima tudi nek naslov, nek pomen. Ok, pa gremo malo direktno v glasbi. Sta imela te otrok? Ja, sta imela, ja. Poglejte, A, B, E, G, G variacija, ne? Vidimo melodični postop, ne? A, B, E, G, G. To je tema, ne? To je tema in po tej temi on menuje različne variacije. En pa je taka dosti lepa. In tako dalje. Ok, to so te variacije, že takoj ste zaslutili seveda, da gre za izjemno zahtevno klavirsko literaturo. Njegovi metulji predstavljajo seveda en tak poseben del. Aha, to sem še hotel, ja. Dan danes se smatra, da so njegove skladbe najboljše interpretirane od žensk. Ženske pianistke najboljše interpretirajo Schumana.
Zdaj, zakaj? Pravijo, da je to tudi zaradi tega, ker on stalno, ko je pisal, imel v mislih Klaro. Stalno je on imel Klaro nekako pred seboj in je ta feminilni duh vnašal v skladbe noter in ženske pianistke so absolutno tudi na tekmovanjih, če boste kaj sledili, zmagujejo 80% pianistke, ki igrajo Schumana. Očitno obstaja neka razlika v interpretiranju, očitno obstaja neka naklonjenost, Schumannova naklonjenost mogoče temu načinu igranja in zato sem se jaz tudi nekako potrudil in sem vam res interpretatorke, danes večinoma interpretatorke, vam želim pokazati te glasbe. Probajte si ohraniti nekako v ušesu tale način, ta zvok, šumanovski zvok, pa ga boste pol lahko primerjali s Chopinovo, recimo, poetiko, pa na koncu z izjemno virtuoznostjo lista, ko boste pa videli, da od prekrižanih rok do ne vem kaj še vse, mislim, vse boste videli, kaj počne, po klavirju. To se pravi, popolnoma različni klavirski problemi, ampak vseeno, trije izjemni mojstri. Evo, njegove fantazijštike so tudi narejeni takole, da se danes izvajajo z violončelom in klavirjem. Miša Majski, ta kombinacija Miša Majski je sploh ena boljših. Še, recimo, njegovi otroški prizori, ki imajo tak zelo, sicer lahkoten naslov, ampak za izvajanje so izjemno težki. Martha Argerich Schumann. Dosti njegovih skladb takšnih lepih se je razvilo, tudi skoraj v neke popevke in neke takšne stvari. Bom še kaj pokazal. No, in njegov klavirski koncert, znamenit klavirski koncert v A-molu, pa izgleda tako. Ja, meni je izjemno všeč ta hipoteza, da ženske boljše igrate, zaradi tega, ker je stalno imel Klaro v mislih. To mi je izjemno všeč, da je dejansko tako. No, ampak, poglejte, 35 let je bil star, da pravzaprav napisal klavirski koncert, ki ga je naredil slavnega. A veste, po teh treh velikih komponistih, če rečem, da so pač to zajeli nemško, madžarsko in recimo poljsko identiteto, imajo odgovor šele nekoliko kasneje, imajo Rusi, Ruska pianistika pride potem recimo z velikimi komponisti in pianisti, in tam imate recimo, ne vem, Skriabin je eden takšnih, ker ima pa takšne stvari pravzaprav, da vse, vam bomo v naslednjih srečanjih kaj nakratko pravo predstaviti ravno zaradi te pianistike, ki je pa nadgradil še te probleme, ki so jih pravzaprav ti trije izpostavili na klavirjih, pa nadgradil tako daleč. Za klavir veste, da se piše v dveh notnih sistemih, en za desno roko, en za levo roko, violinski ključ, basovski ključ, to je najbolj klasičen način. Skriabinove kompozicije ne morete zapisati v dveh sistemih, se piše v treh ali pa v štirih sistemih, ker je toliko gosta tekstura, toliko gosta kompozicija, da se je ne da stlačiti tam noter. Bi človek mogel imeti, ne vem, 4 roke, da ti se sploh igra. Grozljive probleme ima tam noter in pianisti, ki igrajo Skriabina, mislim, to je nora literatura. Ampak on je nadgrajeval, recimo, zato ruska šola potem stopi tu noter in nadgradi vse to, kar so pravzaprav ti. No, to je naslednji možak, ki mu je ime tako, piše se tako. Ta fotografija je nastala namreč v letu njegove smrti. Tisto leto je umrl, star pa je bil 39 let.
Kakšen otožen žalost. Chopin. 39-letni fant, to je nastalo leta 1949, je tale fotografija. V nekem trenutku seveda so ga še prepričali, da se je dal fotografirati in to je fotografija, ki jo imamo original od Friderika Chopina. Otožen, ja, bi lahko rekli, da je. Ne. Njegov podpis, tako se je podpisoval. So se kar malo te slike podobne, s Schumannom. Ja, mogoče res, ja. Res, ja. Ja. Mogoče pa dobiš podobno pisavo, če dost not pišeš, ne vem, no. Chopinova rojstna hiša, Železova vola, se imenuje, 50 km zahodno od Varšave, če boste kdaj se po Poljski potikali. Izjemno lepa, danes urejena v muzej, tako da se jo da tudi obiskati. Chopinov rokopis, vidite, da gre, če se spomnite Mozartovega, kaj sem vam kazal, ne? Ravno tako za zelo čist rokopis urejenega človeka, ne? Zelo malo čečkanja in unih čudnih stvari, ne? Kot pri Beethovnu, če se spomnite, Beethoven je pisal, risal, črtal, pacal, stran metal, trgal. Tu pa se lepo zapisuje, ne? Kar pomeni zelo tako urejen. Bi lahko že čist fotokopirali pa izvajali, ne? Tako čisto. No in tak za občutek, ne? Chopinova posmrtna maska, narejena tisto jutro, drugi dan, to sprej, ko je umrl, star 39 let in je tudi v tem muzeju noter ohranjena. A njegovo srce tudi šla v tej hiši muzeju? Ne. Poznate Chopinovo zgodbo? Chopin je namreč pokopan, srce njegovo je pokopano v Varšavi, ne. Sem se očekala, da je... Ne. On ima dva groba, ne. On je prosil, da se ga pokoplje, da se njegovo srce pokoplje v Varšavi. In v Varšavi je grobnica samo z njegovim srcem. Tako da ja, on je na dveh koncih je on pokopan, ne. Ja, na Poljskem je pokopan. Drugač pa je grob je pa v Nemčiji. Friedrich Chopin, v Parizu, ne, v Nemčiji. V Parizu je. Grobnica, mislim, njegov grob s telesom je v Parizu, srce pa je v Varšavi. Ja. On je živel v Parizu, on je umrl v Parizu, bom prišel še do tja, vam bom pokazal, s kom je tudi živel in zakaj. George Sandovo, ja. Ampak on je vedno govoril, da njemu srce pripada Poljski in je zato tudi v svoji oporoki zaprosil in so mu izrezali, ko je umrl, so mu izrezali srce in ga pokopali na Poljskem. Tako da, on ima dva groba. Ja. Ja, vidim, da poznate lepo. Ja. To so takšne drobni, lepe zadeve in ja, tako. Skratka, Friedrich Chopin se je rodil torej na poljskem podeželju. Kako pa korenine, recimo, ta Chopin, da to Poljaka so Slovana? Poljak je, ja. Ja, že sam, recimo, Schop. Ne, on je bil Šopinovski. On je Šopinovski pisano kot poljski priimek je bil. On se je moral pisati po očetu in je to tudi... Oče je bil Francoz. In francosko se piše Chopin. Ampak njega so v šoli prepisali, tako kot se je pač poslovenilo neke priimke ali pa, veste, Šopinovski. On je bil kot otrok, je bil kot Šopinovski zapisan. Drugač pa to ne bi bilo poljsko. Ne, se ni. Friedrich Chopin se danes imenuje, ker je on živel večina svojega življenja in ustvarjal v Parizu z George Sandovo skupaj in se je preimenoval. Ne. Tudi recimo za lista boste videli, ne, list, mi rečemo, mi ga pišemo danes kot Franz Liszt, ne, je pa v bistvu Ferenc, mađarsko pisano Ferenc. Ne. Ampak Franz Liszt je danes in Frédéric Chopin je francoska oblika od Šopinovskega, ne, malega fanta. Ne. In so oni to pisali š, ne sh, a so š. SCH, mislim, da SH se piše Šopinovski, ja. Ja. Pravim, splošno priznan kot največji poljski skladatelj in eden izmed največjih skladateljev za klavir, za katerega je napisal svojih del, to smo že rekli. Konc leta 1820, to spravi, bil je star 10 let, je za violončelo napisal 4 skladbe, oblikovane kot klavirski trio, z 10 leti je začel fant pisati. Ne.
Violončelo se pojavi tudi v uvodu za poloneza Briljant za klavir in violončelo, pa v njegovi sonati za violončelo in klavir. Zakaj je bil tako na violončelo vezano, je zelo preprosto za razložiti. Njegov oče je bil tudi glasbenik in je imel prijatelje, ki so bili glasbeniki in je eden od njegovih prijateljev je bil violončelist. In je pač rekel, daj, napiši nekaj, da bo moj kolega lahko izvajal. Ne? In je seveda 10-letni fant je napisal za očetovega prijatelja za violončelista skladbico. Napisal 58 mazurk, 16 polonez, 24 preludijev, 17 valčkov nokturno, otožnost in žalost na podaljnost je izrazil v 4 skercih, nežnost izražajo balade. Dobro, balada v G-molu je igrana tudi v filmu Pianist. Se mi zdi danes zelo dobro, da recimo filmski ustvarjalci posegajo po klasični glasbi in jo tudi prikažejo kot del filmske literature. En tak fenomen je bil pred 30 leti, če se spomnite s filmom Amadeus, kjer so vsi potem ponoreli za Mozartom, ne? Ampak, a veste, film lahko pripomore k nekim tem izobraževalnim momentom in meni je to zelo ljubo, zato ker približa, mogoče eni mlajši generaciji, približa glasbo na nek drug način. Ne? Ok, tu imate še impromptuje, barkarole, uspavanke, fantazijo v F-molu, zelo znano, ki pa velja, fantazija v F-molu velja za višek Chopinove literature. Znane so tudi 3 njegove sonate. Njegova prva sonata je bila napisana leta 27, kar pomeni, da je bil star 17 let. Če smo zelo natančni, ne? V C-molu drugo sonato je napisal 37, 10 let kasneje, zadnjo pa 44, to spravi že skoraj pred smrtjo, ne? Spravi tako. In kar je zanimivo, recimo v analizah teh del, ne, lahko direktno sledimo, ne, kaj je razmišljal kot, ali pa kakšno tehniko je znal uporabljati kot 17-letni fant, kot nek zrel mladenič in pravzaprav na koncu tik pred smrtjo. Te sonate kažejo njegove posebne naklonjenosti. Chopin je tudi zelo znan po svojih etidah. Etide so tehnične vaje za klavir v bistvu. Ne. So sicer neke skladbe, ki so tudi recimo melodično zanimive in drugače, ampak etida je namenjena predvsem razvijanju nekih tehničnih problemov, trilčkov, onih, sinkop, karkoli. Ne. In te veljajo za eni izmed najtežjih zaradi izvajalskega problema kromatičnih terc. Kromatične terce. Terca je interval, kromatično pomeni, da se igra po poltonih. Poltonsko izvajanje terc v eni roki. To je danes pianistično izjemno težko. Arpeggi so tako, da bi harfo poslušali, harfa, ki zaigra zelo tak povezane melodične figure, se arpeggio igra po klavirju z obračanim menjavanjem rok. In razne podobne stvari. On se je ukvarjal v etidah z pianističnimi problemi, kot če bi rekli vaje za aerobiko. Ne? Spravi, kaj se moram naučiti, ko etido številka 1 igram, se naučim to. Ko številko 2 zaigram, se naučim nek drug problem pianistični. Ko zaigram 4., 5., 6., se naučim, ne vem, legature, se naučim ono, se naučim uporabljati trilčke med temi. Mislim, skratka, problematiko je nastavljal skozi skladbe. To je trening, bi lahko rekli, skladbe za treniranje. Njegov tak zelo znan je recimo minutni valček, ki ne traja minuto, ampak traja 2 minuti. Ne? Ampak zanimivo je, če boste kdaj sledili, prav imenuje se minutni valček, ne? Obstaja tekmovanje v igranju minutnega valčka, namreč kdo ga zaigra hitreje. Ne? In so ga že spravili pod minuto. To spravi, ta valček, ki traja 2 minuti, se že igra tam 56 sekund in tako dalje. Ne? Tako da, hočem reči, on ga je imenoval minutni valček, ampak ni rekel enominutni valček. Ne? Ampak, ok. Anekdota pravi, da je ta minutni valček si je napisal zato, ker traja 2 minuti, da je dal jajce kuhati, pa je bilo kuhano, ko ga je zaigral. To je taka lušna anekdota. No, poglejmo malo, kako izgleda njegov minutni valček. Vsaj zadevo zagotovo poznate. Začne z enim značilnim trilčkom. Njegov značilen zvok od enega od valčkov, ki so bili izdani posthumno, je ta valček teh dežnih kapelj.
Vse skladba je znana, skladba poznana, ne? Sam vas hočem opozoriti na njih. Ok. Pol je njegova znana etida, številka 3, zaradi tehnike, kako to izgleda. Malo predstavimo. Nekim najbolj zanimivim odnosom glasbenim, ne, in to vsi priznavajo, pravzaprav nekim mednarodnim jezikom, ne, vsi ga razumejo, ne glede na to, ali ga izvajate, ne vem, na Kitajskem, v Afriki, na Aljaski, ni važno. Njegova glasba ima nek neverjetno univerzalni jezik, neko univerzalno moč. Balada v G-molu, ko sem govoril, če ste gledali film Pianist, Andrew Brody, to je direktna scena iz filma ven, in ta balada v G-molu je postala izjemno popularna zaradi tega. Poznate film? Ja. Popularizacija glasbe skozi drug medij zdi izjemno pomembno. No in njegov takle tudi strašno razpit pomladni valček je tudi mogoče poznati. No in ta tretji, ki vam ga hočem predstaviti, to je tudi fotografija. Tukaj je pa Franz Liszt, Ferenc Liszt, ne, Franz Liszt. Fotografija je tam približno iz leta 50, kar pomeni, on je star dobrih 40 let, ne. Skoraj 50 let je star, recimo, ne. Je že poročen, ima otroke in evo, tako je izgledal. Tako je izgledal. Tako je njegov podpis. Vidite, da je bistveno bolj agresiven, bi lahko rekli, kot pa je bil Chopinov. Chopinov je bil nekako mogoče mehkejši, ne? Malo manj pa Hitler. Ja, to ne vem, ampak bolj oster, bolj takšen. No in njegov rokopis, vidite, da pa tu pa že najdemo črte, že najdemo preskoke, že najdemo seveda neko energijo, večjo energijo, mogoče kot Chopinov, ki je bil bistveno bolj poetičen tip. Liszt je utelešal ideal nekega romantičnega virtuoza, njegovo obvladanje klavirja je mejilo na demoničnost. To so mu tudi pripisovali, ne. Demon, ne, ko se je on pojavil za klavirjem in je to začnelo rohneti in je on igral kot demon. To so rekli, to je... Tega še ni bilo, ne. Če je bil on poet na klavirju, Schumann je bil tehnik, ta pa je vrak, ne. In dejansko so to tudi izjavljali, to je bilo grozno, če klavirje razbijo, veste, nekaj že moralo biti na tem. Ne? Ob njegovih nastopih so poslušalci padali v ekstazo, ne? Ženske so ga oboževali, mogočniki so se mu klanjali. Ne? To je bilo neverjetno. Ne? V življenju je dosegel vse, kar si lahko umetnik samo želi. Pravim tudi, da je bil v središču evropske romantike. Ne? Pritaljeval je s vsemi kronanimi glavami, z damami iz visoke družbe. Poznal je tudi največje duhove svojega časa, njegov opus za klavir je pa velikanski, mislim, skladb je ogromno. Poleg dveh klavirskih koncertov, sonate, obsega vršil krajskih skladb, etuid, parafraz, variacij, intimnih glasbenih utrinkov, znan je tudi po svojih simfoničnih pesnitvah. Lahko bi rekli, da je simfonična pesnitev kot takšna začela nastajati pravzaprav z Listom. On je razvil to idejo pesnitve iz simfonije ven, ne. Nima več samo 4 stavke, drugače je oblikovana, ima neko zgodbo, ni več samo simfonija številka 3, ampak je pesnitev na neko temo in tako naprej. Izid dolgoletnega priteljevanja z Marie Dezor so 3 otroci, 2 hčerke in sin. Med njimi najbolj znana hči Cosima, ki je bila pravzaprav sporočena najprej Hansom von Bülovom, ki je bil njegov prijatelj. Pozneje pa je seveda Cosima von Bülow se je ločila in se poročila z Wagnerjem. Znamenita Cosima Wagner. No in Liszt umre 3 leta po Wagnerju, to spravi Liszt umre leta 1886, Wagner umre 1883 in Franz Liszt umre v Bayreuthu pri svoji hčerki. Hčerka ga je povabila in on posluša
leta 86 posluša v Bayreuthu kompletni Ring. Liszt je tudi eden od dirigentov, on je bil prijatelj od Wagnerja, ne? Je bil prijatelj od Wagnerja, eden od dirigentov, ki je praktično skoraj vse Wagnerjeve opere dirigiral. On jih je po celem svetu oddirigiral, kajti Wagner, kot veste, sicer bomo do Wagnerja še prišli, ampak čisto tako, Wagnerja so dosti preganjali, on je bil politično preganjena osebnost in se ni smel pojavljati, on je bil persona non grata, ker če bi se on pojavil, ne vem, v Nemčiji bi ga zaprli, če bi se pojavil v Parizu, bi ga zaprli. Zato je on živel v Švici v tistem času in je potem rabil prijatelja v Evropi, ki mu je izvajal njegova dela, njegove opere, ne? In to je bil Franz Liszt. In obstaja ogromno korespondence med Lisztom in Wagnerjem. Koga Wagner prosi za denar, pa komu Liszt pošle denar, pa koga Wagner prosi naj izvaja njegovo partituro, pa mu je pošilja tja, no. Skratka, cel kup te korespondence med njima tudi obstaja. Obstajajo tudi zbrani spisi Franza Liszta v 6 zvezkih, ker obsežna zadeva, kjer so not eseji, potovalni zapiski in Chopinova biografija. On je napisal biografijo o Chopinu, ker ga je zelo dobro tudi poznal. On je pisal, kje je bil, kak je živel in tako dalje. Kateri so avtor, je bil pa s princeso Caroline von Wittgenstein. Oba dva ste ga poznala. Objavljena so njegova številna pisma, tudi korespondenca z Wagnerjem, z Bülovom, z mamo Ano in z velikim vojvodom Karlom Aleksandrom. To spravi, on se je ogromno dopisoval. In v tej korespondenci, iz te korespondence ven je tudi razvidno, kje vse je on nastopal, kakšno slavo je dosegal. On je bil tudi izjemno bogat. Zanimiva je ena anekdota, da je šel, enkrat je šel pa nastopati v Anglijo. Ker drugače se je nastopala, veste, bolj po Dunaj, Pariz, Italija, enkrat je pa šel v Anglijo in je prišel zgrožen nazaj, ne vem, ki je takrat živel v Parizu, ki je prišel zgrožen nazaj, zato ker je imel 10 poslušalcev. Veliki Franz Liszt pride izvajati nekaj in prije v dvorano, pa jih tak 10 sedi tam noter. Je rekel, ampak sem naredil koncert, pa sem pobral denar, pa šel. Ampak 10 je rekel, to pa Angleži, pa je tak napisal, tudi Angleži nimajo smisla za glasbo, ne, to. Angleži ne vejo, kaj je to evropska glasba. Oni poslušajo svoje Händle, pa mislijo, da je tam vse, ne, pa tak da. Mislim, zelo tak, ne, Angleži so malo zataknjeni v 15. stoletju, je rekel, pa. Skratka. Ja, gledajte, tak je on zelo ostro nastopil takrat, zelo ostro proti Angliji. No, nekaj njegovih skladb, recimo, ki so zanimive, ki se mi zdijo tak tipične za njega. La Campanella, recimo je zvonček, ki se izvaja, se boste videli, izvaja se tako, da lahko skozi slišite, kot da bi en zvonček zvonil. Skozi se igra med 2-3 tipkami, se skozi igra, kljub temu, da se roke spreminjajo, tisto tipko, tistega zvončka, enega zvončka, ki stalno zvoni, pa morate slišati. Na klavir je treba to tako znati igrati, kot da bi zvonček poslušati. To je poseben tak udarc morate imeti na eno tipko. Ampak, ok, čisto kot zanimivost. To spravi, če sem rekel, da so skladbe že pisali skladbe tako, da so posnemali stvari, ne? Kot so prej metulje, smo imeli pa otroške scene, tako da tu je pa nek zvonček. Ne? No in bodite pozorni na melodijo ali pa na zvok zvončka. In tako dalje, to sprejeti njegov zvonček takšen, ne? Potem njegova znamenite ljubezenske sanje. To je namreč skladba, dovolite, da vam najprej pokažem. Pri Beethovnu sem enkrat že razlagal, da je Beethovnova tehnika bila recimo pri njegovi sonati v mesečini, Mondschein sonati je bila tako, da se med 5. in 4. prstem zgodi pravzaprav melodija, da srednje 3 prsti desne roke imajo že spremljavo, v levi roki imate basovo figuro, melodijo se pa igra s 5. in 4. prstom. Liszt naredi to stvar še bolj problematično. Ne? On melodijo postavi v sredino noter, to spravi, spremljava je okrog, je v levi roki, tukaj ne, so basovi toni, tukaj je spremljava, ki se preigrava kot harmonična figura, ne? Melodija je pa tu noter. Ne? Ampak kaj si privošči kot melodijo? To je zanimivost, čisto tak, če rečemo, glasbena zanimivost te skladbe je, ne? Da je temelj
ljubezenskega nokturna, ne, je en sam ton, ki ga ponovi, mislim, da 11-krat. To je ta C1, ne? 1, 2, 3, 4, 5, se pomakne gor, 6, 7, vsega bomo slišali, 8, 9, 10, 11-krat se ponovi, en isti ton. In to je ta C. To zaigrati, ne, ta dva takta zaigrati pomeni izjemna tehnika desne roke, da vi lahko po dva tona hkrati igrate v tempu, z levo roko, kjer spremlja, ne, potem pa seveda iz 4 nižajo, ne, kjer ste v 5 višajo, ne, spred, kar premiki po harmonijah, mislim, literatura to ni več C-dur, G-dur, E-dur, ne, na ta način, kot smo bili vajeni v klasicizmu, to so čist novi prijemi, ne, in že samo, zato sem vstavil na te sliki, že samo, če to sliko pogledate, vidite, da ne gre več tu za neko klasicistično sliko Beethovenovskega ali pa Mozartovega tipa, ne? Ampak gre za eno novo razumevanje klavirske literature. Recimo, evo, njegova znamenita madžarska rapsodija, smatram, da poznate. In tako dalje. Beseda arpeggio izhaja v bistvu iz harfa, ne, tako da bi harfa rekli arpeggio, ne. Ok, njegov vzdih, tudi ena izjemna skladbica oponaša pravzaprav, kot bi rekli, vzdih nekoga, ki vdihne skozi glasbo, ne. Ampak tehniko treba videti, kako se izvaja. Skozi namreč vzdih, ne, skozi namreč menjuje roko, ne, igra melodijo v desni roki, hkrati jo pa z levo dopolnjuje, ne, skozi menjava, to spravi, tehnika igranja tega vzdiha je izjemna, roke morate pogledati, ne. Ja, to je list, ne, list spreminja pozicije rok, no in še pokažem njegov Mefisto valček, ne, Mefisto, veste, kdo je bil? List klavir razbil, ne, mislim, ko je te stvari. Ja, to so popolne novitete, bile takrat, popolne novitete, da ste se to bili. Vabim vas na naslednje srečanje, četrtek, 16. februarja, seveda, isti kraj, ista ura, lepo se imejte in hvala za danes. Še enkrat, ne, tisti, ki niste slišali, lepo povabljeni naslednjo sredo v Trubarjevo hišo literature, če vas mika, poslušamo filme, zgodovina filmske glasbe, kako je nastajala in kaj je tam. Naslednji teden v sredo, ja. Trubarjevo hiša pri Tromostovju, proti